Ja, hvala, profesor Lobnik. Tudi vi ste moj mentor na podiplomskem študiju. Drugače sem pa lesar, ne. In iz lesarstva sem šel med kmetice in potem med gozdarje. Tako da sem naredil en tak krog. Danes se vračam na biotehniško fakulteto. Imam predstavitev, ki je v bistvu neka mejna. Je področje, ki je mejno med kmetijstvom in gozdarstvom in seveda je v Sloveniji sigurno neko presežno stanje bi bilo dobro pogledati in videti, kaj se da na tem področju narediti. Zdaj, če gremo na današnji izhodiščni dokument, videli smo, kasneje bom pokazal, da je kmetijsko-gozdarski sistemi, kot naprimer bi lahko prevedli agroforestry, je omenjen na večjih mestih. Zdaj, po definiciji iz uredbe sveta, vidite tukaj, kaj ne bi bil, sistemi se nanašajo na sisteme rabe zemljišč, na katerih na istem zemljišču rastejo drevesa in kmetijske kulture. Spodaj imate nekaj naštetih, glede na čas, ki jaz ne bi zdaj vsega omenil, ampak vidite se, da gre za različne vrste podvrste tega sistema. Tole so ene fotografije iz Evrope, kjer pač te sistemi mogoče boljše uspevajo kot pri nas, ali so pa bolj, na osnovi tradicije in zakonodaja jih ni spremenila, kot mogoče pri nas. Zdaj, tukaj imate funkcije, razne funkcije seveda za te kmetijsko-gozdarske sisteme. Tudi te so že znani in mogoče ne bi v njih. Se pa tiče vseh teh elementov, ki smo jih danes govorili, se pravi, naprimer, zaščita vodnih virov, preprečevanje siromašenja tal s hranili, zmanjševanja požarne ogroženosti, vezava ogljika in tako naprej. Zdaj, ta dokument, kot smo rekli, ki ga obravnavamo, je vsak pač od ena izmed možnosti, naprimer, izboljšanja stanja tal, omenja tudi, se pravi, prakse, ki jih zagotavlja agroforestry. In kot tisto, ki si jo jaz izberem zato, ker vsak, ki predava, vedno pride potem na tisto svoje področje, ki mu je bolj znano, govorimo tukaj suggested for carbon capture and storage, pa suggested for biodiversity. Se pravi, da gre za neka dve področji, ki ga, naprimer, tak pristop lahko ali ohranja ali pa izboljšuje. Zanimivo je, da skoraj vse jaz bi rekel, da je to poplava strategij v zadnjih 3 letih EU-ja. Ne vem, kaj je vaše mnenje, ampak moje mnenje je, da je teh zelo veliko kar naenkrat. In potem na koncu FIT 55 na koncu že modificirajo sprejete strategije izpred 2 let. Tu govorimo o talni strategiji, pa pestrosti, biotski strategiji. In vse te strategije omenjajo agroforestry kot neka od možnih ukrepov za izboljšanje stanja tal. Najbolj zanimivo je bilo pa tudi naša, gozdarska, bi rekel tisto, ker nisem čisto pričakoval, nova strategija EU za gozdove tudi predvideva, da se naprimer na zapuščenih območjih s kmetijsko-gozdarskim gozdno-pašnim sistemom, da se te v bistvu vzpostavijo oziroma da se najdejo variante, ukrepi, ki bi take aktivnosti omogočili. Kar mi je najbolj všeč, ker prihajam iz raziskovalne institucije, se pravi zapis v strategiji, kako bomo ukrepili raziskave in inovacije na tem področju. In jaz upam, da bo to pretopljeno tudi do naših financerjev. Se pravi, kaj agroforestry zagotavlja, se pravi, tu vidite določena področja oziroma določene tematike, pa gremo kar na soil organic carbon sequestration, temperate agroforestry system. To prej smo slišali, te overviewi, tukaj gre še za neko meta-analizo podatkov, v kateri pač zagotavljajo za določena območja v Evropi, naprimer, v resnici prakse iz agroforestry kažejo na povečanje ali pa ohranjanje zalog organskega ogljika v tleh. Tole je ena shema, ki smo se trudili, pa nisem najbolj zadovoljen, grem naprej, pa bom kar pokazal
emisije in se pravi ponore za EU, za gozdni prostor, za kmetijske površine, naselja in tako naprej. Vidite, v bistvu minus pomeni ponor, plus pomeni emisijo. Se pravi, jasno je, da določene rabe tal povzročajo se pravi emisije, ne, to me preseneča, da so wood products pod emisije, kar bi človek dvomil, ampak ok, to je pač uraden dokument EU-ja. Zakaj to kažem? Zato, ker nekaj je Evropa, nekaj smo pa mi. In Slovenija na tej sliki, tole je prikaz vseh emisij toplogrednih plinov v Sloveniji po letih od 1986. leta. Najbrž veste, zakaj smo izbrali 1986. Slovenija ga je izbrala zato, ker je bila največja emisija termoelektrarne Šoštanj toplogrednih takrat emisij in smo zato izbrali to leto kot izhodiščno, ker smo bili vsako leto potem boljši, ne? Ker smo potem pač te filtrne naprave dodali in tako naprej. Ampak če gremo malo analizirati tukaj in pogledamo obdobje, tale rjava je LULUCF. Kaj je LULUCF? Land use change and forestry. To so emisije, ki izhajajo iz tega področja. Tukaj vidimo en gap 2014 do 2018. To se vam zgodi, ko žled podere velik del lesne zaloge in potem, ko zatem še imamo težave z napadi insektov in v bistvu smo izgubili vir ponora. Medtem tole gor, tale barva, jaz ne vem, zdaj modra ali pa ene vrste modra, ki je vidite, ki se vleče tukaj gor, to so pa emisije, ki izhajajo iz kmetijstva. Ampak ne vsega kmetijstva. Ker pri rabi tal se šteje konverzija, če vi pridete iz pašnika, naprimer kmetijsko površino ali pa v gost, se vam ta konverzija preračuna in se vam smatra kot emisije. Medtem, ko pri kmetijstvu je pa to glavnina emisij, ki jih potem poroča Slovenija, pomeni živinoreja. En malček del je pa v bistvu tudi se pravi gnojenje in ta del izračunava gospod Verbič iz KIS-a, medtem ko za ta rjavi del, za rabo tal vseh vrst v Sloveniji pa izračunavamo na inštitutu, pa seveda se obračamo na KIS in pa na biotehniško fakulteto. Roka včasih vprašamo za kakšno številko. Kaže na to, da imamo neke vrste konstanten ponor v gozdarstvu, zdaj, ko so se stvari uredile, na kmetijstvu imamo tole. Zakaj vam to sploh kažem? Zato, ker smo obljubili, v Evropi smo se zavezali, da bomo to spravili na nič. Ne? Se pravi, da bomo spravili emisije iz kmetijstva in pa iz gozdarstva skupaj, temu se bo rekel AFOLU, do leta 2035 na zero, nula. Ne? Zdaj pa seveda, danes sem slišal vrsto vaših idej, kaj je dobro. Dobro je, da se to sešteje. Ne? In če se sešteje znotraj sektorja, pomeni, da če gozdarstvo naredi ponor, ga potem lahko kmetijstvo delno izkoristi, ne? Če bojo ta pravila takšna tudi na koncu. Tole pa slika samo za LULUCF, to se pravi za premik, naprimer rabe tal in izračuna, kaj to zdaj pomeni. Tukaj so podatki za zaloge ogljika v tleh, v bistvu zaradi tele tabelce ene same zbiramo podatke o zalogah organskega ogljika v vseh rabah kmetijskih tal po navodilih IPCC-a, tam je treba verjetno določene premike narediti glede naših rab tal. Spet, kaj pogledamo za leto 2020, kdo je bil zdaj proizvajalec, emitent na državni ravni in vidimo, da je 4700, kaj pa so tole gigagramov CO2 ekvivalentov. Zakaj CO2 ekvivalent? Ker ta pomeni vsi toplogredni plini skupaj. Ne? In tukaj kažemo na to, kakšno je razmerje in tukaj lahko mirno rečemo, če vse tole seštejemo, da smo v minusu in imamo ponor skupaj, se pravi kmetici, gozdarji in pa tudi ostali, ki so tudi settlements. Tole je vzorčenje na kmetijskih tleh, ki je bila izvedeno od leta 2016 do leta 2022, to je letošnje poročilo. Je sodelovala tudi biotehniška fakulteta v prvih letih in tukaj so prikazani rezultati, jaz mislim, da do globine 30 cm,
v tonah na hektar zaloge ogljika v tleh, kar kaže, da so relativno te zaloge relativno dost velike. In če se jaz prav spomnim, se pravi, za gozd so najmanjše, medtem ko so za njivske površine največje in potem za vinograde nekje vmes. In seveda pa pri gozdu je pa una zadeva, ker vi pri gozdu potem dodamo še above pa below biomass, to pomeni drevje pa koreninski del in tisto nanese. In zato so razlike. Če bi tako rekel, pogledal delec Slovenijo, bi rekel 100 ton v tleh ogljika in 100 ton nadzemno. Nekje, mogoče malo manj, ampak to velja za gozd, za kmetijske površine pa nekaj čez 100 ton v tleh, odvisno seveda od globine tal. Tole je ena raziskava, samo tako, da veste, kaj približno delamo skupaj na biotehnički fakulteti, oddelek za agronomijo, profesor Vodnik, pa Mitja Ferlan na našem inštitutu. Na inštitutu smo postavili tower, tukaj se ne vidi, to je en stolp 15-metrski in merimo, koliko v enem letu preide CO2-ja v atmosfero na meji tam nekih 15 metrov. Nadzemno. Ta krog je približna ocena, z kakšne površine je to vzeto in kot vidite, gre za secondary forest ecosystem, se pravi, gre na nek sekundarni gozdni ekosistem, ki je bil puščen in v zaraščanju, je pa bil v lastništvu skupnosti, agrarne skupnosti in kasneje, leta 2018, so pa spustili in so začeli pasti not. Zdaj, seveda nas zanima ta sistem, ali je vir ali je ponor ogljika, ker v bistvu to najlažje ocenite, to je neka absolutna vrednost. Tukaj ne govorimo o life cycle analysis, ampak govorimo, kaj se na terenu zgodi v enem letu in vidimo rezultate, da je tale vrednost je za tako, bi rekel, zaraščajočo se površino, tole je pa za en ekstenzivni pašnik v bližini. Se pravi, imamo 2 stolpa, en na pašniku, en pa na zaraščajoči se površini. Gre v bistvu za majhne vrednosti. Gre za v bistvu kras, kjer lahko govorimo, da je to nek ekosistem, ki je verjetno pod največjimi pritiski zaradi podnebnih sprememb. Tule desno gor vidite neke letne hode, to je Ediko-Varians metodologija, kjer vidite ponore, se pravi, če je tole 0, kar je gor so viri, kar je dol so ponori in od 2018, naprimer, ko se je zgodila paša na teh zaraščajočih se površinah, vidite neko v bistvu večji raztros. In zdaj ugibamo, zakaj se ta raztros teh vrednosti, vidite, da so malo širše, zakaj se je to zgodilo. Trenutno stanje pa je, da ta zaraščajoča se površina in ekstenzivna pašna ostaja polno tako kot prej. Se pravi, da imamo v bistvu, ko vrednotimo nekaj vse skupaj, na meji med atmosfero in pa ekosistemi, imamo neko informacijo in idejo, kaj bi kaj bilo. Zdaj, ko smo govorili o agroforestri, imamo tukaj en primer stelnikov v Beli krajini, ki so pa negativni za okolje. Če mi hočemo ohranjati krajino, v bistvu lahko povzročamo siromašenje in degradacijo tal. Naprimer, drug primer gojenja gozdnih drevesnih vrst v sožitju z gljivami, primarno za namen gojenja gljiv, ki je sicer redek v Sloveniji, ampak je eno tako sožitje, kjer se na nekaj 10 hektarjih v Sloveniji tudi odvija. Ima pa lahko dobre ekonomske učinke. Zdaj, zakaj sem jaz sploh bil navdušen za današnji dogodek? Tudi zato, ker vidim eno možnost, ko smo videli, kakšna težava je nastala pri sanaciji površin, ko je nekaj čez 3000 hektarov kraškega krajine zgorelo, od tega 2900 gozdov. Ko smo bili na predstavitvi sanacije, se je kar naenkrat odkrili, da kaj želijo vaščani, kaj lahko mi kot gozdarji ponudimo in smo videli, da manjka neko sožitje med kmetici in gozdarji. Neka roka, zato ker je ravno, namreč, zakaj? Tukaj imate na spodnji fotografiji na levi strani, leva.
imate fotografijo, kako se na Krasu zarašča gozd, kako prihaja do infrastrukture in kako v bistvu enostavno s tem sami povzročamo nevarnost nam, življenjem in pa seveda naši infrastrukturi. Tukaj imate primer gozda pred požarom in potem ta gozd po požaru. Se pravi, idealno črni bor gorivo za take požare, se pravi, ideja je, da se spremenijo in da se premisli, katere drevesne vrste se bo sadil in želja domačinov je seveda tudi hrast in da se te površine v zaraščanju absolutno, v bistvu, da se preneha, da se odstrani ta vegetacija in da se pustijo prostori, ki bojo nekako zaščitili in v bistvu zaščitili njihovo infrastrukturo. Hkrati tudi ideja paše, tako da tukaj bi bilo za razmisliti, kako naprej. Se pravi, kmetijsko-gozdarski ukrepi paša na zaraščajočih se površinah oziroma gozdovih gre, možno je, ampak to samo preko soglasja javne gozdarske službe in treba zapisati v gozdno-gospodarske načrte. Seveda pa to ni možno v času obnove gozdnih sestojev in takrat se paša ne sme izvajati. Ne. Se pravi, govorimo o nekem ohranjanju te kraške krajine z definiranjem teh tipičnih kmetijskih površin in kompleksov gozdov. Ne. Seveda bomo z spremembo drevesne vrste spremenili tudi tla, ampak tu v tem primeru organska snov pomeni slabše stanje, večja možnost požara. Tole je zaključek. Se pravi, kaj bi lahko rekli? Mi imamo zakonodajo, ki nas ta trenutek ovira pri boljšem sodelovanju med gozdarji in kmetici. Se pravi, ta zakonodaja je pač taka in je omejena. Se pravi, možnost gozdne paše smo omenili, a ne? Površine kmetijski rabi pa je odprava zaraščanja kmetijskih zemljišč. Seveda je to možno. Se pravi, brečna gozdna vegetacija, primeri nasadov, omejki mejice in protivetrni pasovi, stelniki kot kulturna naravna dediščina. Spremembe klimatske nas bojo pa prisilile, da bomo danes bi mogli drugače razmišljati. In danes smo že prepozni. Ne? Mi, ko jaz gledam svoje kolege, ki delajo gozdno-gospodarske načrte za 100 let naprej ali pa 50 let naprej in razmišljajo, kako bi danes rešili situacijo, smo izgubili bitko. Zato, ker moramo razmišljati, kakšno bo stanje čez 20-30 let. Tako da moje mišljenje je, da bomo mogli na večjem delu Slovenije razmišljati o sodelovanju med kmetici in gozdarji. Če samo pogledamo Španijo in pričakujemo, da se bo ta tip klime premaknil do sem, vemo, da gre tam za dezertifikacijske procese, ne za ohranitvene. Tako da bomo mogli tukaj stopiti skupaj in se povezati in iskati rešitve.